tudi mi ugotavljamo, da pot od suma za bolezen pa do diagnoze poteka predolgo. Zdaj, kaj so vzroki? Jaz mislim, da bodo tu veliko vlogo prevzeli tudi zdravniki primarne medicine in tovrstne bolnike prej pošiljali na diagnostične posege. Res niso enostavni, tudi ne takoj ugotovljivi. Samo jaz mislim, če bomo tudi vsak od nas, ki začuti te težave, prej potrkal na vrata zdravnika, da bo ta rak le prej odkrit. Po drugi strani pa je v našem zdravstvu še veliko stvari, ki bi jih bilo potrebno urediti. Ena od teh so razmere, v kakršnih se odvija zdravljenje s kemoterapijo na bolnišnični ravni. Tudi tu ste aktivni. Ja, smo aktivni, ker se nam zdi, da sicer, tako bom povedala, v glavnem se klinika za gastroenterologijo v Ljubljani ukvarja predvsem z diagnostiko, s težkimi preiskavami in vendar številni bolniki se zdravijo tudi pri njih, vsaj tisti, ki prejemajo kemoterapijo. Razmere so resnično nevzdržne. Taki bolniki sprejemajo kemoterapijo v kleti, niti ne v sobi, na hodniku, nimajo niti stola, na to so nas včeraj opozorili mlajši zdravniki in jaz mislim, da tukaj Republika Slovenija mora nekaj storiti. Ugotavljamo, da število vseh rakov narašča. Prej ali slej bo premajhna tudi zgradba Onkološkega inštituta. Namreč več je bolnikov, več je ambulante, sploh glede na to, da so ležalne dobe zdaj bistveno skrajšane, da bolniki hodijo na ambulantno kemoterapijo in tudi že tukaj ni prostora. Tako da bomo se trudili, da jim tako bolnikom kot tudi zdravnikom in zdravstvenemu osebju, ki se ukvarjajo z našimi bolniki, res nudimo vsaj vzdržne pogoje za bivanje in za delo.